Spoštovane gledalke in gledalci, dragi srednješolci. Tudi v naši kraji je končno privela pomlad. Vendar zime ni odognal pust s svojimi norčijami, temveč je pomlad prišla k nam zaradi naše mladosti, ki jo preživljamo v naših učilnicah. Če pokukamo v šolske učilnice, vidimo na vseh šolah podobno podobo. Dijaki sedijo v klopcah, spremljajo snov, si zapisujejo snov, ter komaj čakajo počitnice. V današnji oddaji vam ne bomo pokazali običajnega šolskega dne, kajti šolski dnevi so si tako podobni, da se ob koncu šolanja spominjamo le dni in dogodkov, ki so kakorkoli odstopali od vsakdanjika. V današnji oddaji si bomo tako ogledali, kaj so dijaki in profesorji pripravili v letošnjem že 23. tradicionalnem kulturnem tednu, kako je potekal informativni dan, videli pa boste tudi, kako so se počutili dijaki in profesorji iz Slovaških Kočic, ki so nas obiskali prejšnji mesec. Pokazali vam bomo tudi nekaj utrinkov iz letošnje strokovne ekskurzije tretjih letnikov na Bavarsko, na konci pa tudi naše zdaj poslavljajoče se sodelavce, brez katerih teh oddaj ne bi bilo. Naša šola je letos pripravila in izvedla že 23. tradicionalni kulturni teden, ob katerem smo pripravili tudi priložnostno razstavo, ki nosi naslov Spreminjanja. Zakaj spreminjanja? Preprosto zato, ker beseda spreminjanja kaže na tiste mejnike v človeški zgodovini, ki so bistveno zaznamovali tok časa. Eden izmed takih mejnikov je tudi reformacija, katere 500-letnico praznujemo prav letos. Reformaciji pa je bila posvečena tudi sama proslava, na kateri je nastopil kot slavnostni govornik častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji, magister Geza Erniša, ki je poudaril nujnost medetičnega in medkulturnega dialoga na stari celini, dijaki pa so izvedli tudi recital iz del Primoža Trubarja ter prekmurskih protestantskih piscev. Brez lažne skromnosti lahko dodam, da je številno občinstvo s prisrčnim aplavzom nagradilo tako slavnostnega govornika kot nastopajoče, med katerimi sta bila tudi naša dva bivša dijaka, sam pa lahko še dodam, da se je tudi meni kot nastopajočemu sama prireditev trajno vtisnila v spomin. Celi svet, ti samo ti, si duše mi posvet. Zavim ke tebe, ne vem več za sebe, pride mi na oči se, nema mi na nočni del.
in istočasno seveda tudi iskrena zahvala, da smem danes k vam na kratko spregovoriti. Istočasno se tudi sam zahvaljujem šoli za tako lepo in pregledno razstavo, še posebej veliko simbolike, ki jo opazimo ravno tukaj in tudi s tem, da vidimo tu Wittenberško oziroma ponazoritev vrat Wittenberške grajske cerkve, kjer je pred 500 leti Martin Luther pribil svojih znanih 95 tez. Torej, iskrene čestitke in seveda tudi iskrene čestitke k slovenskemu kulturnemu prazniku. V začetku februarja, le kakšen dan po kulturnem prazniku, širom odprejo svoja vrata za bodoče dijake ali študente, tako srednje kot visoke šole. Seveda tudi naša šola, za katero velja, da je šola z najdaljšo tradicijo v naši regiji, ni bila izjema. Še več, na obeh informativnih dnevih smo lahko videli kakih 300 osnovnošolcev, ki jih zanima šolanje v naših tako tehničnih kot poklicnih programih. V prvem delu smo predstavili našo šolo, bodoče naše dijake in njihove spremljevalce je nagovoril tudi ravnatelj gospod Ludvik Sukič, v drugem delu pa so si osnovnošolci ogledali in najbrž tudi začutili, kako poteka pouk v naših specializiranih učilnicah za računalništvo, strojništvo, elektrotehniko ali tehnika oblikovanja. Tisti, ki so se odločili za poklic, pa so obiskali delavnico za avtoserviserja, inštalaterja strojnih inštalacij ter mizarja. Pa prisluhnimo, kaj so ob tem povedali naši bodoči dijaki, ki jim že sedaj izrekamo toplo dobrodošlico. Dragi bodoči sošolci, vrata naše šole so vam odprta. Zagotavljam vam, da vam ne bo žal.
Se mi lahko na kratko predstaviš? Jaz sem Alan Horvat, Kateri poklici si prišel pogledat avtoserviser. in kako se ti zdi? Zelo zanimivo. Kaj so vam pa prikazali? Ja, kako se pač montira pa to, pa razloži, kaj bomo vse počeli. A se boš pisal v to smer? Ja, bom se. Hvala. Zdravo, se mi lahko na kratko predstaviš? Luka Grabor, Svokovec, Na kateri poklici si prišel pogledat? elektrotehnik, Kako se ti zdi? Facefan. Kaj so vam pa prikazali? Kako delujejo vezja, kako jih narisati. Se boš pisal v to smer? Ja. Hvala. Zdravo, mi lahko na kratko predstaviš? Sem Nive Ščerešnik in prihajam iz osnovne šole Razkrižje, Katero smer si prišla pogledat? tehnik računalništva. Kako se ti zdi? Super, saj sem se naučila nekaj novih stvari. Kaj so vam pa pokazali? Pač avto, ki se pač pelje sam. To. A se boš pisala to smer? Po vsej verjetnosti ja. Hvala. Zdravo, se mi lahko na kratko predstaviš? Ja, sem Jure Sočič, prihajam z osnovne šole 3 in sem doma v Rakičanu. A si zjutraj že pogledal, katero smer? Ne, nisem bil na nobeni šole. V katero smer si pa danes prišel pogledat? Smer strojni tehnik. Kaj so vam pokazali? Izdelovali smo izdelek, pokazali so nam program za risanje tehničnih skic. Se boš pisal v to smer? Najverjetneje ja. Hvala. Zdravo, se mi lahko na kratko predstaviš? Jaz sem Mihaela, Katero smer si danes prišla pogledat? tehnik računalništva. Kaj so vam pa pokazali? Kakšne predmete bomo imeli in pač robotiko so nam zdaj predstavili, pa kaj so vse dijaki počeli v 4 letih. A si včeraj že pogledala kakšno šolo? Ja, Katero pa? ekonomsko in turistično. Bo se opisala to smer mogoče? Še premišljujem. Hvala. Kot morda že veste, sodeluje naša šola v številnih meddržavnih programih in izmenjavah, zelo aktivna pa je tudi v evropskem programu Erasmus. Doslej so naši dijaki obiskali tehniške šole v številnih evropskih državah, od Irske do Turčije, letos pa so nam vrnili obisk dijaki tehniške šole iz slovaških Košic, ki sta ga s kamero ovekovičila dijaka Sara Horvat in Luka Obal. Pa si skupaj oglejmo njun filmski prispevek. How did you enjoy your sleeping accommodation? The hostel, how did you like it? It's really beautiful, so you can see it. So it's quite fine. Our room is very good and breakfast is good too. So we like it. How would you describe Maribor? Maribor is big and beautiful city. We see a lot of this town. There are friendly people. It has really friendly people. Maribor is nice city. It's a little bit smaller than Košice, but it's good too. And the Maribor has a nice city center and everything like that. Ask you some questions. Can you tell me what exactly are you doing here in your internship?
So we are working on projects in two groups. Our group is Szymon, Danka, I and Katka, and we are working on a rowboat which will goes only straight and right and left and something like that, and it's controlled by Arduino. And other group is Boris and Eric, and they are working on thermometer controlled by Arduino too, and that's all I think. Okay, which project do you think it's harder to do? Yours or theirs? I think theirs. I think too. Oh, this is why you have more people in your group, or? Yes, of course. They are working on mechanical construction, and we are working on program and on electrical circuit. So, have you learned something new here, or not? New not, but we approved our skills in electrotechnics. Okay, so do you see in the future, like, would you work for a company like this, or not? I think so. That's my opinion, not others, I don't know. Can anyone else tell me, would you work in a company like this, or do you see yourselves? Yes, I think that this project will help us in the future, maybe in working in groups on some project and so on. Kako se vam je zdel delovni pristop slovaških dijakov? Pa zelo pridni so bili in taki metodični, so se lotili zadeve precej z enim sistemom, ne? Tudi zahtevni do mentorja, smo jim rabili ene stvari razlagati, povedati, kako kaj deluje. Ste pričakovali, da bodo tako delovni? Pa dobro, nisem še s tem zaenkrat izkušnja, ampak so me kar presenetili v pozitivnem smislu. Se vam zdi, da so dijaki usvojili dovolj dodatnega znanja, kot ste pač pričakovali? Predvsej že vejo, ene stvari pa so se naučili to točno glede enih delovanja teh naših CNC strojev in 3D tiskalnika, to so pa dobili nekaj. Torej, bi lahko povedali, da so imeli kar precej močno predznanje? Ja, ampak se lahko povem, da so pa tudi nekaj vnesli iz tega. Ok, hvala. Konec prejšnjega tedna so se naši tretješolci vrnili strokovne ekskurzije na Bavarsko, na kateri so si ogledali deželno prestolnico München, mestni stadion, staro mestno jedro, obiskali pa so tudi tovarno avtomobilov in muzej BMW-ja ter koncentracijsko taborišče Dachau. Pa si skupaj oglejmo nekaj utrinkov z ekskurzije, obenem pa povprašamo dvoje dijakov o vtisih, ki brez dvoma ne bodo nikoli utonili v pozabo. Kot smo že povedali, so se naši dijaki tretjih letnikov udeležili ekskurzije v München. Sedaj mi bo Rok Žalik strnil nekaj utrinkov iz izleta. Dober dan, sem dijak SPTŠ-ja Rok Žalik in vam bom na kratko povedal, kaj je v Münchnu. Kot je že dejalo, smo v četrtek šli proti Münchnu in smo obiskali različne stvari. Meni osebno se je zdelo zelo zanimivo, vreme smo imeli tudi odlično, ampak malo sicer je dosti bilo hoje po prostem mestu, pa različne stvari, pa tako. Kaj ste si vse ogledali? Prva naša postaja je bila tovarna BMW-ja, kjer smo imeli voden ogled po tovarni in smo tudi lahko sami vprašali nekaj vprašanj. Druga postaja je bila koncentracijsko taborišče Dachau, kjer smo si lahko ogledali kratek filmček, kako so bili časi in smo se lahko sprehajali po samem taborišču. Nato smo šli v sam München, kamor smo šli na Allianz Areno. Tam smo sprva imeli 1 uro hoje po stadionu in obiskanje Bayernjevega megastora.
Potem je pa prišel vodič, ki nam je pokazal vse prostore münchenskega stadiona in smo si lahko ogledali slačilnice in prostor, kjer imajo razne konference in tako dalje. Potem po Münchnu smo šli v hostel, kjer smo se namestili in smo opravili večerjo. Pol smo še imeli v hostelu nekšni nočni pač takšni klub, kjer smo lahko malo muziko in si kaj popili. Naslednjo jutro nas je že čakal ob pol 8 zajtrk in smo imeli 1 uro časa, da ga opravimo in smo potem se napotili do tehničnega muzeja, kjer smo imeli 2 uri pa pol hoje in smo si lahko ogledali, kar nas je zanimalo. Imeli smo tudi šov nekšni o elektrotehniki. Potem smo imeli nekaj fraj v samem Münchnu, ker smo si lahko šli kaj pojesti in tudi malo v shopping in ogledati še same znamenitosti. Zatem smo šli na stolp gori, smo se z dvigalom peljali in je zelo strmo bilo, da smo naredili kakšni selfie 2 in tudi občudovali razgled. Naslednja in tudi zadnja postaja je bila BMW muzej, kjer smo lahko hodili od leta 1900 nekaj do danes smo si ogledali različne avte BMW-jev in tudi sami v njih sedeli. Pol smo si še lahko v šopu nekaj kupili, naprimer kape BMW-ja in tako dalje. To je bilo vse. Hvala. Z nami sta tudi Domen Kovačič in Maja Bagari, ki sta se udeležila izleta v München in zdaj mi bo Maja povedala nekaj o tovarni BMW, Domen pa o taborišču Dachau. Kot prvo smo obiskali tovarno BMW, kjer smo imeli vodeni ogled v angleščini. Vodič nas je popeljal po različnih stopnjah proizvodnje avtomobilov, od barvanja avtomobilov do testiranja avtomobilov. Po koncu smo lahko obiskali še trgovino, kjer smo si kupili različne spominke. Po ogledu tovarne BMW smo se odpravili proti taborišču Dachau. Tam smo si najprej ogledali krematorije, kjer so sežigali ljudi. Nato pa smo šli, da smo si pogledali kratek filmček o razmerah, v katerih so živeli. Po ogledu filma pa smo se lahko odpravili še po muzeju, kjer smo lahko videli pač stvari, ki so ostale od tistega časa. Sedaj mi pa še povejte nekaj o tehničnem muzeju in muzeju BMW. Po tehničnem muzeju smo se odpravili proti BMW-jevemu muzeju. Tam smo si lahko pogledali zgodovino in razvoj BMW-jevih avtomobilov. Sam sem bil zelo navdušen nad tem, saj sem velik oboževalec avtomobilov. V muzeju pa smo imeli premalo časa, kajti smo se predolgo zaustavili pri drugih ogledih. Nato smo se odpravili v BMW Welt, tam, kjer so razstavljene novejše avtomobile. Tam smo si lahko ogledali nove avtomobile in se tudi sami posedli vanj. Lahko smo si ogledali tudi vse tehnične lastnosti in podobno. Po ogledu pa smo lahko šli v BMW shop, kjer smo si lahko kupili spominčke. V tehničnem muzeju si je vsak lahko ogledal različne stvari svoje stroke. Meni je bilo najbolj zanimiva astronomija in fizika. Imeli smo 3 ure časa, na koncu pa smo si lahko kupili različne spominke. Za na konec mi pa povejte, če vas je ta izlet navdušil. Ja, zelo. Videli smo zelo veliko različnih stvari, od avtomobilov do muzejev, do mesta. Bilo je le premalo časa, po mojem mnenju, drugače je pa bilo zelo dobro. Mene pa je še zelo navdušilo pot domov, saj smo celo pot prepevali in se zabavali. Hvala. Dobri 2 šolski leti že spremljate našo oddajo, ki nosi naslov Mi smo SPTŠ. In res so bili avtorji teh prispevkov naši SPTŠ-jevci, ki pa se s to oddajo poslavljajo, saj končujejo izobraževanje. V začetku junija, ko bo na sporedu naša zadnja oddaja v tem šolskem letu, se bodo potili ob maturantskih nalogah, mi pa vam zdaj predstavljamo te naše in vaše sodelavce. Pa gremo lepo po vrsti. Voditelji ali povezovalci v oddajah so bili dijakinji zdaj 4. letnika smer tehnik oblikovanja Dorteja Kuzma,
in Klara Zadravec. Dijaki 4. letnika smer računalništvo Sara Horvat, Maja Karničnik in Alen Buzeti. Naš snemalec pa je bil zdaj dijak 4. letnika smer strojništvo Matjaž Petrijan. Tako, pri koncu smo. Verjamemo, da bodo tudi novi sodelavci tako prizadevni, kot smo bili mi. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želimo čim lepše pomladne dneve, bodočim maturantom pa čim več uspeha pri upravljanju zrelostnega izpita. Do začetka junija, na slišanje in videnje.